Spoštovani zbrani zbor, v imenu taboriščnega odbora Ravensbrück prijazno pozdravljeni na letošnjem že 60. jubilejnem vseslovenskem srečanju bivših internirank, internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev, ukradenih otrok, njihovih svojcev, prijateljev v Portorožu. Pozdravljeni na srečanju, ki je edinstveno v našem slovenskem prostoru in tudi v naši zavesti. Spoštljiv pozdrav najprej namenjam predsedniku države Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, častnemu pokrovitelju današnje proslave, ki nas je počastil s svojo prisotnostjo. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, za vso podporo našim prizadevanjem, da se nas spomin in opomin slišita tudi v širšem prostoru. Prijazno dobrodošla. Med nami je letošnja slavna govornica, slovenska senatorka v Rimu, gospa Tatjana Rojc. Zvezo borcev za vrednote NOB Slovenije zastopa njen predsednik, tovariš Marjan Križman. Lepo pozdravljeni. Med nami je ponovno evropska poslanka in predsednica Socialnih demokratov, magistra Tanja Fajon. Tanja, ponovno hvala. Dobrodošli in hvala za vajino vedno prijazno podporo, gospa generalna sekretarka v predsednikovem kabinetu Nataša Kovač in gospa vodja kabineta predsednika Republike Slovenije, dr. Alja Brglez. V imenu Ministrstva za obrambo je z nami gospod Rok Janez Šteblaj, vršilec dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino. Lepo pozdravljeni. Dobrodošel dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Dobrodošlico izrekam podžupanu občine Piran, gospodu Roberto Fakino. V naši sredini pozdravljam poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, magistro Mejro Hot in magistra Marka Koprivca. Prisrčno dobrodošlico izrekam delegaciji koroških Slovencev, magistri Danijeli Topar, predsednici Zveze slovenskih žena. Milki Kokot, častni predsednici Zveze slovenskih žena. Mojci Koletnik, podpredsednici Zveze koroških partizanov in podpredsednici Zveze slovenskih žena. In med drugim tudi Marici Pradeto, dolgoletni aktivni članici Zveze slovenskih žena. Marica, hvala. Prisrčno dobrodošla Maja Tence, ki zastopa AMPI iz Križa pri Trstu. Pozdravljen Janez Alič, predsednik koordinacije taboriščnih odborov in član predsedstva Zveze borcev Slovenije. Pozdravljen predsednik Društva izgnancev Koper, Izola in Piran, gospod Teo Colnar. In neutrudna članica društva Tončka Senčar. Pozdravljen Janez Žmavc, predsednik društva ukradenih otrok. In pozdravljen Janez Deželak, predsednik taboriščnega odbora Auschwitz. Prisrčno dobrodošel, lahko rečem, naš Franko Košuta. Franko, dobrodošla žena.
Zahvala mestnemu in krajevnim odborom Zveze združenj borcev NOB Ljubljana in Črnuče in neutridni Mariji Sekulič in Dragici Škarlep. Hvala. Zahvala za priložnost obiska razstave Exodus mednarodno priznanega slikarja Safeta Zeca, kustosini Poloni Senčar. Zahvala tukaj zbranim praporščakom, da so počastili današnjo proslavo. Zahvala vsem sponzorjem, ki pomagajo pri ohranjanju spomina in opomina. Prireditev pod naslovom Podobe Portoroža poteka v čast našim materam, babicam, tetam, ženskam, ki so del svoje mladosti preživele le kot številka v taborišču, v bedi, pomanjkanju in pod hudim terorjem. Delile so si trpljenje, žalost in strah, predvsem pa so bile sočutne druga do druge in zato so preživele ter ohranile slovenstvo in slovenski rod. Srečanja so se začela pred več kot 60 leti, ko so nekdanje taboriščnice same začele zbirati. Izpovedati so si morale svoje stiske, sestre sotrpinke, prijateljice za vse življenje, se objeti in omiliti boleče spomine na trpljenje in ponižanje. Čedalje bolj pa so se začele zavedati svojega poslanstva, da so kot žive pričevalke opomin za nas. Srečanja so nato pred 20 leti prešla okvire, se spremenila v vseslovensko srečanje žrtev vojnega nasilja, pridružili so se jim sorodniki, prijatelji. Zadnja leta so potekale pod častnim pokroviteljstvom predsednika države, zanimivimi in spoštovanimi slavnostnimi govorci in po udeležbi prestopile tudi državne meje. Udeleženci se zavedamo, da moramo zgodovinski spomin negovati s posebno skrbnostjo do resnice, razumeti korenine zla in učiti mlade rodove. Nikoli se ne sme ponoviti. Ponosni smo na dediščino NOB. V minulem letu smo se žal spet poslovile nekatere tovarišice in tovariši. Prosim, da se z minuto molka poklonimo vsem njihovim hrabrim dejanjem in spoštljivemu spominu. Slava in hvala jim. Pozdravljene, drage tovarišice in treniranke, drage naše punce. Tu prisotne Mira Lipičar, Sonja Vrščaj, Elza Kumar in tudi tiste doma, ki niste mogle priti in nas spremljate od doma. Vem, da ste v mislih in srcih z nami. Ve in vaša dejanja so večen spomin in opomin. Vam je in bo vedno posvečena naša prireditev. Hvala. Današnji čas nas sili v pozabo, ko zlo le čaka, da se spusti z verige, ko je sovražni govor na različnih socialnih medijih poln žalitev, laži, spodbujanj sovraštva. Pred nami se dogaja drama današnjih brezupnih svetovnih migracij. Ne zapirajmo oči in ušesa. Vse se začne z molkom posameznika. Tudi zaradi vaših zgodb, drage punce, ki nas opozarjajo, mora vsak od nas
prispevati svoj delež k moralni prenovi, ki naj razbije neznosno brezbrižnost. Letošnja slovesnost posvečamo dvema jubilejama. 30-letnici države, ki se je začela rojevati že bistveno prej, zavedamo se pomena, ki so v mozaik države, ki s ponosom rečemo domovina, tudi vse žrtve vojnega nasilja druge svetovne vojne dodale svoj pomemben kamenček. Predvsem pa je proslava namenjena vašemu že 60. jubilejnemu srečanju. Spominjali se bomo preteklih druženj, izrečenih sporočil slavnostnih govornikov, se od vas učili, drage naše punce, pokončne drže in domoljubja. Vi ste naš navdih in moralni kompas. Tudi zaradi druženja z vami, drage punce, smo mi postali boljši ljudje. Vaše zgodbe o trpljenju, pa tudi zgodbe o ljubezni do sočloveka, slovenskega jezika, tovarištva, solidarnosti in domoljubja nas učijo, kako človek ostaja človek tudi v najhujših življenjskih razmerah. Zgodbe nas nagovarjajo, da ohranjamo solidarnost in humanost. Tudi v teh težkih koronačasih v nas budijo upanje in optimizem. Z iskreno željo, da se naslednje leto ponovno srečamo v nekem bolj prijaznem času, brez groženj z epidemijo, vam želim čim več zdravja in življenjskih moči. In na koncu še prošnja vsem navzočim. Vsi skupaj z odločnim aplavzom pošljimo velik, topel pozdrav vsem dragim tovarišicam, ki nas spremljajo preko direktne povezave ali pa so v srcih in mislih z nami.